Je dejansko spremenjena predstava. Mi smo se spremenili po 2 letih, tako da z to distanco sem je tudi drugačno doživel. Fenomenalna stvar, ki se nam je zgodila, pa ne vem, mogoče v zgodovini, kako je prišlo od tega v drugem vprašanju. No in zaključim s tem, sem vesel, zdaj, ko smo seveda to končali, to niti nisem pričakoval, da bom končno doživel to predstavo, ne vem, na en nepričakovan način in da me je popolnoma prepričala tokrat in sem vesel, da mi je tako globoko segla v srcu. Arhitektura tišine. SNG Maribor, SNG Ljubljana, opera, balet. Kaj so bili odzivi publike? To je bil spektakularni začetni dogodek celotnega... Dobro, zdaj po eni strani seveda je predstava, ki ponuja vsakemu nekaj, ne vem, en kanček užitka, ampak mogoče glih ta beseda spektakel veliko me je najbolj obremenjevala, ker zdaj ljudje najbolj pričakujejo, dobro, že samo v vizualnem smislu, kot vidiš tako velik korpus, še posebej zbor, ko je tako, bi rekel, izvirno postavljen na odru oziroma nad odrom, deluje kot nebeški sodnik, ne vem, to je, jaz prvič doživljam predstavo, tako kot si rekla, Rakotikava. Tokrat iz publike in imel sem malo več časa za opazovanje. In da, glede publike, seveda je impresivna predstava v tem, v vizualnem smislu, ampak mislim, da najbolj jih je dotaknilo, ne vem, krhkost predstave, ki smo jo dosegli dejansko v Singapurju. In ne vem, morda zaradi prostora, morda zaradi tega, ker so se vsi zavedali pomembnosti tega gostovanja, imam občutek, da so bili vsi izredno ponosni in ne vem, delovali so, govorim, ne samo plesalci, ampak zbor, operni solisti. In dejansko je predstava v celoti zelo gladko plavala, v globino in potem je prišla spet na površino in mislim, da publika je začutila dejansko predstavo v tem smislu in sodeč po reakciji, seveda sem več kot zadovoljen z njihovim razumevanjem, še posebej, ker sem se pogovarjal po predstavi, smo imeli talk, post-show talk z gledalci. In sem bil zelo presenečen nad vprašanje. Danes, naprimer, sem imel tiskovno konferenco tukaj za Pret-a-Porter v Ljubljani in ponovno ne vem, to se mi zdi malo hecno, da avtor toliko govori o svojem projektu, noben pa čisto nič ne vpraša. Ta pristop me malo moti, še posebej, ko se pogovarjamo o takšnih stvarih, ko je ples. Zdaj razložiti ples, razložiti gib, mislim, da je ne samo, da je zelo se mi zdi skoraj da nemogoče, tako da jaz res bi na eni tiskovni konferenci pričakoval, da bi se sami novinarji mogoče malo bolj ne samo po zanimanju, da bi bili dejansko bolj vpleteni v debato. In to se je tam zgodilo, neverjetna vprašanja. Prav, ne vem, na trenutke sem bil zelo presenečen, sem se malce lovil, zaradi tega, ker, ne vem, z obzirom, da stvari, ki jih gledam, ne vem, dopuščajo dovolj prostora za lastno interpretacijo, za, ne vem, vsak lahko najde, a pa tudi, odvisno, če se odloči, kakšno stvar, ki mu spominja na ne vem kaj, in mi rečemo, da jaz doživljam stvari. In potem v takem pogovoru z gledalci sem
prišel do razne ugotovitve, ki so mi mogoče še malo bolj celotno sliko v predstavi zjasnili. Se ti zdi, da je pri nas občinstvo smo pri nas premalo dovzetni za te stvari, ali se ne upamo recimo ravno to vprašati, mislim, da... Se ne upamo recimo iti tako daleč pri plesnih predstavah, ne? Ne, sem prepričan, da marsikdo mogoče še preveč analitično gledajo plesne predstave, ne? Mogli bolj dopustiti, ko se nam zgodijo, torej. Ja, ampak to pa je tudi stvar seveda predstave, ne? In je stvar v končni fazi tudi okusa, ne? Zdaj ne more se odpreti spontano, tudi govorim tudi o sebi, ne? Greš gledati predstavo, ne poznaš dovolj stvari o njej, ne, zdaj in jo analiziraš brez določene podlage, seveda je težko, da te prepriča. Tako da jaz mislim, da predstava kot takšna, ne glede na to, ali veš, za kaj se gre, ali ne, mislim, ta energija oziroma ta skrita vsebina, ne, in ta impakt se mora zgoditi, ne, in potem seveda se sproža določene občutki v gledalca, ne, in potem, ne vem, mogoče niti ni več potrebno ali pa ni več prostora za analiziranje, ne. Če se te dotakne nekaj, ne vem, se je enostavno zgodilo, ne. Čeprav je verjetno zanimivo tudi dobiti različne poglede do lastnega dela, s tem, ko hodite recimo tudi dosti gostovati naokrog, ne. Recimo Radio in Juliet je bila druga predstava, ki je bila tudi predstavljena na samem festivalu, tudi zdaj na Singapurškem umetniškem festivalu, ne. In zdaj s to predstavo pa ogromno gostujete naokrog, ne. Je še večje, mislim, ker je pač verjetno tudi lažje jo spraviti naokrog, ne. Seveda se pogovarjamo 6 plesalcev, ne, in v primerjavi z 165 ali 156 ljudmi je to seveda ogromna razlika, ne. In da, imeli smo koliko, mislim, v Singapurju 56 predstavo, ne, v 2 letih, to je res zelo lepo število. S tem, da od tega, mislim, da smo imeli 8 predstav v Sloveniji, ne. Mi smo dejansko z Radio in Juliet naredili predboj na mednarodni plesni sceni, ne. In potem počasi so se odpirale stvari, ne samo nam kot ansambl, ne, ampak tudi meni. Tam se tudi vodil masterclass, ne? Torej učne ure za plesalce nekaj vrste, ne? Kako je bilo delati s plesalci od tam? Kako je vedno, mislim, pa tudi zanima me, kako je srečevati druge plesalce naokrog, ker verjetno so malo drugačni pristopi, ne? Tudi k plesu, odvisno od tistega, ki vodi masterclass, ne? Se pravi o meni v tem primeru. V 1 uri pa pol ne moreš ugotoviti, kakšen pristop imajo, ne, ker je to dejansko zelo kratek čas in je bilo bolj spoznavanje, ne, med sabo. Ampak šele čez nekaj časa, ker ne vem, smatram, da razvijam en specifičen gib, ki potrebuje mogoče malo več časa, da ga plesalci ne dojamejo, asimilirajo, ne vem, če obstaja dan. In to se mi vedno zgodi, ne, ker imel sem priložnosti zdaj že nekaj časa delati z drugimi ansambli in šele po kakšnem, ne vem, na pamet, seveda je tudi odvisno od plesalca, nekateri takoj začutijo te drugačne impulse, to rahlo drugačno logiko plesa. In skratka, potrebujemo malo več časa, da bi lahko začeli komunicirati, ne. Se učiš en nov jezik, nov vokabular in dokler ne znaš govoriti, je težko komunicirati, ne. Tako da v enem takem masterclassu so bolj smernice ali pa način razmišljanja v koreografiji.